Najpogostejše vprašanje, katerega bova midva dobila v svojih tečajih, je: Kristi, Mihael, kako naj najdemo življenjsko poslanstvo? Koliko izmed vas se vsaj enkrat v življenju to vprašali? Dvignite roke. Torej vsi, razumete? In pinta je o tem, da vedno, in zato smo duhovni učitelji, naj bi bili pravilen ta prav, kakorkoli že naslov. Kako naj jaz najdem življenjsko poslanstvo? In zdaj ne bi neka Kristi, nek Mihael odgovorila, ampak vi sploh ne veste, vam se zdi to ful zakompliciran odgovor. Ful zakompliciran. Ne, ni, zato ker ga poiščeš v prvih direktnih, iskrenih besedah, pa se ti zdi, da niso povezane z ničemer. Mene je Mihael vprašal, zakaj rada govoriš trapaste vice? Kaj sem jaz rekla nazaj? Pitaj Boga, kaj ima to veze z življenjskim poslanstvom? Vprašajte, koliko o Bogu sem jaz napisala v svojih knjigah. Vprašajte, s kom ste začeli. Začeli se je s tem, ne? Z Nilom Donaldom Walshom, začeli se s pogovori z Bogom, začeli se s tem, da so hodila narediti samomor in so nekega Boga zaslišala. Ampak to je humoren odziv, pitaj Boga. Vi, če iščete življenjsko poslanstvo, ocenite sebe v svojih besedah. To pomeni, ne vem, Erika, če si rekla, ful si želim, pa se sem prebrala energijo zadnji, ful mi gre na živce, kako se ljudje obnašajo do narave. Lahko je frustracija. Lahko si jezna na te ljudi, ki slabo delajo z naravo. Lahko si, nič ne narobe. Ampak v tem ti prepoznaš življenjsko poslanstvo. Kar pomeni, glede na to, še kaj druga delaš, da si zdravilka z naravnimi energijami. Ne rabiš diplomirati. In tudi, če vas vprašam, kaj vam gre na živce, kdaj, in rečete, to mi gre na živce, kaj ima pa to veze s poslanstvom? To pomeni, da imam slab dan. Ne. Če vam gre kaj na živce, je to del vašega poslanstva 100%. Zato, ker tisto, kar vam gre na živce, hočete spreminjati. Res ocenite, kaj govorite, kaj ste si zdaj kot te stavke dali, tam noter se skriva življenjsko poslanstvo. Ne, da vam midva nočeva povedati, ampak življenjsko poslanstvo ni zakomplicirano. Ampak res so nas umaknili stran od tega. Jaz se spomnim, ko sem bila otrok, jaz sem najdla en zvezek, rdeč je še bil, ne? Zdaj mi je ta spomin prišel, in noter so bile same pesmi o angelih. V objemu angela, angeli večnosti, na krilih angela. Pustila sem to še en komad, posnela sem, to je že druga zgodba. Pa se je bilo že vse noter. Samo potem so me pač v življenju prepričali, da pač jaz to ne bom, da jaz ne vem kaj. In treba, vse sem se odpeljala stran. V svojih besedah, ki jih izražate, iščete poslanstvo. In res si lahko odgovorite na take stavke. In tudi recimo kaj nekdo reče, za mene je življenje lepo, če sem srečna. Kaj pa ima to veze s poslanstvom? To pomeni, da si ti želiš druge ljudi pripeljati do tega, da bodo srečni. Tako poiščeš to. Razumeš, samo malo obrneš. Ni zakompliciran. Tako da mislim, da smo s tem rešili življenjsko poslanstvo, ker to neverjetno veliko ljudi sprašuje, ampak ne opazujejo svoje besede. In potem še rečeš, ne? Zdaj smo v poplavi pozitivnosti. A ste ugotovili to? Vse mora biti nahajpano in vedno moraš biti dobre vole. Vse si moraš dobro predstavljaš in če si slabe vole, Bog ne da si slabe vole, kot je ful slabo za tvojo manifestacijo, ti si sam vizualiziral, vse je dobro, vse je dobro, vse je dobro. A štekaš? Ja, vse na koncu lahko dober, ampak jaz sem, razumeš, iz največje svoje frustracije, ki me nekaj, razumeš, so pa šle v najboljše knjige. Najboljše knjige. Ocenite stvari, ki vam grejo na živce, stvari, ki jih govorite, in kle noter boste najdli življenjsko poslanstvo. Primer, lahko kdo izmed vas to danes reče, meni greste pa ful na živce ta dva žmaharja, kaj govorita. Sprejmem, veste zakaj? Ker tudi, če bi bilo to tako, tudi, če si kdo to misli, a razumete, pomeni, da si vi želite drugače govoriti, pa drugače navdihvati ljudi, kakor midva, kar pomeni, da sva naredila svojo nalogo. Hej!